Danes želim govoriti o Božji volji v našem življenju. Nas zanima, kaj si Bog želi za naše življenje. Preberimo v Markovem evangeliju 14. poglavje 36. vrsto. Marko 14, 36. Govoril je: Aba, Oče, tebi je vse mogoče. Daj, da gre ta kelih mimo mene, vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti. Bog nam je dal svobodno voljo in mi se lahko odločimo, da živimo z Bogom ali da želimo v svojem življenju spoznavati njegovo voljo, spoznavati njegove načrte. Lahko pa gremo svojo pot. Živimo svoje življenje popolnoma neodvisno od Boga. In tukaj vidimo primer Jezusa Kristusa. On je iskal Božjo voljo. On je bil Božji sin. On je bil Bog. In tukaj pravi: Aba, Oče, tebi je vse mogoče. Našemu Bogu je vse mogoče. In potem Jezus pravi: ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti. In tu je včasih mogoče malo težko področje za naše življenje. Mi smo ustvarjeni, da imamo svojo voljo, ali Bog nam je dal svobodno voljo. Tako moram reči, dal nam je svobodno voljo. Ali mi velikokrat želimo živeti po svoji volji. Jezus pa tukaj pravi: ne kakor jaz hočem, ampak Oče, kakor hočeš ti, ali kakor je tvoja volja. In kaj je Božja volja za naše življenje? Veste, mnogo ljudi noče imeti nobenega opravka z Bogom, ker ne poznajo, ker mogoče niso slišali, ker mogoče ne berejo, kaj je v bistvu Božja volja za naše življenje. Mnogi mislijo, Bog je samo hudi in strogi sodnik, ki komaj čaka, da nas poriti na šeška. In včasih so, celo moji starši so včasih povedali: Oče, ne boš dober, Bog ti bo dal svojo šibo. Ampak velikokrat je to ena popolnoma napačna slika, kdo je naš Bog in kaj je v resnici njegova volja za naše življenje. In danes bi želel, da se dotaknemo treh področij Božje volje za naše življenje. In prvo je večno življenje. Drugo je sprememba v našem življenju. In tretje, praktična pomoč v vsakodnevnem življenju. Poglejmo malo o večnem življenju. Lahko bi kar v vodo rekli, če ne razumemo večnega življenja, potem gradimo popolnoma na napačnem temelju. Jezus je v Janezovem evangeliju v 6. poglavju 40. vrsti povedal. Janezov evangelij 6. poglavje 40. vrsta. Volja mojega očeta je namreč, da ima vsak, kdor gleda sina in veruje vanj, večno življenje. In jaz ga bom obudil poslednji dan. Jezus je jasno učil o večnem življenju. Če želimo spoznati namen Jezusovega delovanja, ali če želimo spoznati samega Jezusa, ne moremo mimo večnega življenja. Božja volja za naše življenje je mnogo več, kot mogoče
določeni težki situaciji kličemo in molimo, Bog pomagaj mi. In ko Bog pomaga, živimo naprej. Božja volja za naše življenje je večno življenje. Niste preveč navdušeni, da bi večno živeli. In dejstvo je, če ne razumemo ali nismo spregledali v Jezusovi službi, v njegovem delovanju večno življenje, smo v bistvu zgrešili ves namen prihod Jezusa Kristusa na ta svet. Jezus ni prišel kot en velik osvajalec, da zavlada na svetu. Jezus je prišel, da najprej osvoji človeška srca. In zato je prišel na en ljubeč način, da pomaga ljudem, ali vse bolj in bolj, da razodeva Božjo voljo za naša življenja. Jezus je imel jasno vizijo. In to je bilo večno življenje. Jezus je imel jasno vizijo. Prišel na ta svet, da spoznamo in da sprejmemo večno življenje. Jezus je prišel, da nam da ponovno možnost, da se spravimo z vsemogočnim Bogom, da bomo nekaj dne živeli v njegovem pravičnem kraljestvu. Jezus je prišel, da nam ponovno da možnost, da se spravimo z vsemogočnim Bogom, da bomo nekega dne lahko živeli v njegovem pravičnem kraljestvu. Mnogokrat, nažalost tudi v krščanstvu, se največ stvari dogajajo tukaj za to zemeljsko življenje. Nažalost, v imenu Boga se odvijajo mnoge vojne. Ampak veste zakaj? Gre se za eno kraljestvo tukaj na zemlji. In mnogokrat, ker ne razumemo, da je Jezus na prvem mestu prišel, da bi imeli večno življenje, lahko zgrešimo totalni namen, cilj in smisel življenja. Jezus je imel jasno vizijo. Večno življenje. In če si kristjan, če si Božji otrok, v mojem in tvojem življenju mora biti jasna vizija. Večno življenje. In veste, mene to navdušuje. Ko pridemo v težave, ko v tem zemeljskem življenju vemo, da ni vse popolno, pride dan, ko bo Bog zavladal v svoji pravičnosti, v svoji svetosti, v svoji poštenosti. O tem, kar vsak človek in tudi sam mogoče mnoga zemeljska kraljestva hrepenijo ali delajo, da bi nekega dne prišli do enega popolnega pravičnega kraljestva. Toda to se bo zgodilo. V večnosti, ko bomo zavedno z Bogom. Dokler pa nismo tam. Ali Jezusovo prvo poslanstvo je bilo. Jasna vizija, še enkrat pravim. Večno življenje. Draga cerkev, večno življenje. Dragi kristjani, večno življenje. Amen. In ne samo to, večno življenje, bistvo, Sveto pismo nam pravi, da je to dar od Boga. Da je to dar od Boga. Rimljanom 6:23. Rimljanom 6:23. Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.
Jezusova vizija je bila večno življenje. In on je vse storil, da danes jaz in ti za večno življenje moramo storiti samo eno. Da sprejmemo to darilo. In jaz mnogokrat ne razumem, zakaj ljudje tega nočejo sprejeti. Bog ponuja. Ali Jezus je prišel, da bi dal večno življenje kot darilo. Ali vemo, Jezus je na križu umrl za naše grehe. Ponuja nam odpuščanje naših grehov in ponuja nam svojo pravičnost. Jezus nam ne ponuja samo odpuščanje naših grehov, ampak tudi njegovo pravičnost. Prvo Janezovo pismo, prvo poglavje, 9. vrsta. 1. Janez 1:9. Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. Ali ko smo pripravljeni spoznati, da potrebujemo odpuščanje za naše grehe, ali za greh pomeni zgrešiti cilj v življenju, in ko pridemo k Jezusu in povemo, Jezus, hvala ti, če imaš ti večno življenje za mene, jaz ga želim spoznati, želim ga sprejeti. In Sveti Duh, ali Bog nam razodeva, da potrebujemo odpuščanje naših grehov. In Janez nam pravi, kdor prizna, kdor se pokesa za svoje grehe, Bog je pravičen. Bog je zvest, da odpusti grehe v Jezusu Kristusu. Zelo resna tema. Danes toliko kristjanov to ne more sprejeti. Tako zgrešimo, da nam Jezus odpusti naše grehe. In ne samo, da nam odpusti, pravi, nam daje svojo pravičnost. In to je zelo pomembno, da mi razumemo to teološko resnico. Zakaj? Ko nam odpusti, sprejmemo Jezusovo pravičnost. Zato, ker samo tako lahko gremo v nebeško kraljestvo. V kraljestvo, kjer Bog vlada s svojo pravičnostjo. Rimljanom 14:17. Pismo Rimljanom 14. poglavje 17. vrsta. Rimljanom 14:17. vrsta. Kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu. Božje kraljestvo, pravi apostol Pavel, je pravično. In v tistem trenutku, ko bi mi hoteli z našimi grehi iti v Božje kraljestvo, nekaj bi se zgodilo. Tam več ne bi bilo Božje pravičnosti, oziroma naši grehi, naše krivice bi omadeževale Božje kraljestvo. In zato je tako pomembno, ko mi priznamo, se pokesamo, svoje življenje predamo Jezusu. Jezus nas vidi, v tistem trenutku smo pravični. In to je edina vstopnica. Vse te mnoge zgodbe, ko sveti Peter čaka pred vrati nebes. Če bo Peter tam čakal, točno ne vem. Ali eno vem, vstopi bo lahko vsak, ki je pravičen v Jezusu Kristusu. Ki se da oprati ali sprejel Jezusa za svojega zveličenja odrešenika. Zaradi Jezusa Kristusa. Zaradi njegove žrtve, zaradi
plače, cene, ki jo je on plačal za naše grehe, mi lahko stopimo v Božje kraljestvo, v pravično kraljestvo. In zato si vsak človek sam izbira, ali želi biti v Božjem kraljestvu, ali pa želi ostati v življenju kraljestva greha, teme, krivice, laži in tako naprej. Jaz nočem tja. Jaz želim v Božje kraljestvo, ki je pravičnost. In hvala Jezusu, da je vse storil na križu. Za njegovo milost, za njegovo zvestobo, za njegovo usmiljenje. In veste, ko mi, danes, ko smo slavili Gospoda, ti vreden, si vse časti. Veste, enostavno včasih čutiš to Božjo svetost. Nimaš nič, vse, kar lahko veš, Bog, hvala ti, da me ti sprejemaš, da mi ti odpuščaš, da mi daješ eno novo življenje. In to je vizija, to je cilj, to je Božja volja. Jezus je prišel in zato pravi, ali če bi cel odlomek, vemo, to je odlomek, ko Jezus molil v Getsemani. Jezus se molil, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene. Ampak ne moja, tvoja volja, Bog, naj se zgodi. In Božja volja se je zgodila, da je Jezus umrl na križu za moje in tvoje grehe. Hvala, slava in čast Bogu. To je bilo njegovo poslanstvo. To je bila njegova vizija. To je lahko storil samo vsemogočen Bog, ki se je razodel v Jezusu Kristusu, za katerega je Pilat povedal, ne vidim nobenega greha nad njim. Operem si svoje roke, nočem njegove krvi na mojih rokah. Večno življenje. Večno življenje. Veste, mi smo v duhovni krizi. Ali krščanstvo te daje v duhovni krizi, ko več ne vidi, da je Jezus prišel, da bi imeli večno življenje. Ko se začnemo vrteti samo za našo vsakodnevno življenje. In Jezus pravi, da je večno življenje mnogo več. Ni samo jed in pijača. Ni samo jed in pijača. Mnogi ne vidijo Jezusove vizije. In ne samo to, da je Jezus prišel, da nam odpusti naše grehe, ampak potem želi delovati v našem življenju. Ali Božja volja tudi danes spreminja naše življenje. Včasih ljudje reče, ok, če mi Bog oprosti, ko bom zgrešil, se bom pokesal in potem je to. To sem jaz velikokrat delal v svojem življenju. Se pokesal, ker sem nekako čutil občutek krivde, ampak potem sem živel normalno, tako kot prej. Jezus pa želi spremeniti naše življenje. In Jezus je, vemo, veliko učil in razodeval Božji načrt. Ali danes imamo Božjo besedo, Sveto pismo v 2. Timotejevem listu, 3. poglavju, 14. in 17. vrsta. 2. Timotej 3, 16 in 17. Beremo takole. Vse pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo. Sveto pismo je en čudoviti priročnik za življenje, katero resnično lahko izpolni naša hrepenenja, naša iskanja tukaj na tej zemlji.
In tukaj pravi Božja beseda, da je Sveto pismo navdihnjeno od Boga za poučevanje. Mnogi imajo doma Sveto pismo nekje na polici. Pravi, to je sveta knjiga. Ne smem se dotakniti, to je sveta knjiga. Ampak v tej sveti knjigi so noter navodila, kako lahko sveto živiš. Ali kako lahko živiš eno spremenjeno življenje. Ali kako bi naj izpolnil navodila, da živim eno drugačno življenje. In kakšno življenje? V 17. vrsti pravi takole, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo. Da bi bil Božji človek popoln za vsako dobro delo. Jaz bi si želel biti popoln. Si lahko predstavljate, razmislite kdaj o eni popolnosti v življenju. Ne napraviš nič narobe. Vedno, ko nekaj napraviš, uspe 100%. In je mnogim v dobro, v korist, v napredek, v blagoslov. Mi imamo veliko problemov v našem življenju zaradi naše nepopolnosti. In potem smo razočarani, in potem smo obupani. In vse to je res. Ali Božja volja, Božji načrt, ali Bog nas želi spremeniti, da resnično, jaz bi povedal, iz tega zemeljskega življenja tukaj na zemlji odnesemo največ. Poučevanje, svarjenje ali opozorilo. Otroci potrebujejo starše, ker se velikokrat ne zavedajo nevarnosti. In mi starši vidimo ali ga opozorimo. Pazi, to je vroče, to je ostro. Zakaj? Da bi ga držali na vajeti, da mu ne želimo dobro. Da bi ga zaščitili. Da bi ga zaščitili, da bi mu pomagali. Da bi se spreminjali za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti. Pravičnost je tako pomembna na tem svetu. In ko se srečujemo z njo, veste, tedaj velikokrat spoznamo našo slabost, našo nemoč. Ali ko mi spoznavamo Božjo pravičnost, tedaj vidimo, da potrebujemo spremembo v našem življenju. Da večkrat potrebujemo, o Bog, ne moja volja, ampak tvoja volja. Ne moja volja, ampak tvoja volja. Kaj nam pomaga? Najboljši nasvet tukaj na zemlji, če ga ne moremo prenesti v prakso. A je tako? Včasih ne vem. Beremo kakšne dobre stvari za spremembe ali v življenju ali ne vem kje. In tako bom po teh principih živel in bo delovalo. Potem veliko vidimo, da ne deluje, da ne funkcionira, da eno je teorija in drugo je praksa. Ali tukaj Božja beseda pravi, da je Sveto pismo navdihnjeno od Boga. In veste, en velik čudež je Sveto pismo, ki je nastajalo okrog, 1600 let. In ga je pisalo okrog 40 piscev. In na koncu se v teh mnogih letih in teh različnih piscih vedno vleče ena rdeča nit. Eno jasno spoznanje, da ima Bog načrt za svoje ljudstvo. In veste, to je en čudež. To je nekaj, kar je Bog navdihnil. In kar je Bog navdihnil, mi moramo razumeti, to v praksi lahko funkcionira. Kar Bog zapove,
To v praksi lahko funkcionira. Velikokrat ne funkcionira zaradi tega, ker imamo problem tukaj, kjer je Jezus rekel, Gospod, ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti hočeš. In velikokrat se lomi naše srce, naš ponos, naši načrti, naše želje. In mislimo, tako mora biti, tako je najboljše. Bog pa ne more poseči na svoj način. Ali stara zaveza, ali preroki, in mnogi so govorili, pride dan, ko nam bo Bog pomagal. Ne samo, da nas bo odrešil, ampak da bo tudi naša srca prinesla spremembo. Ezekiel 36. poglavju, Ezekiel 36 v 26. vrsti pravi takole. Ezekiel 36, 26. Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. Dam vam novo srce. Veste, hvala Bogu, ko se mi pokesamo ali ko sprejmemo Jezusa za svojega zveličarja. Sveti Duh prinese eno spremembo v naše življenje. Daje eno hrepenenje. In jaz se spomnim, ko sem doživel to Božjo pomoč, to spremembo v srcu. Prej sem se mučil in enkrat na mesec bral 5 minut Sveto pismo. Ali ko Sveti Duh spremeni tvoje srce začne žejati, začne hrepeneti po Božji besedi. Kaj mi Bog želi povedati? Kaj ima Bog za mene? Kaj je Božja volja? Kako naj modro živim? Kje so nevarnosti? Kjer so odgovori? Kjer so zmage? Ker Bog po svojem svetem duhu prinaša spremembo. Ko je Jezus odšel nazaj k očetu, kaj je povedal učencem? Prejeli boste moč Svetega Duha. In veste, Božja beseda ni teorija. Ko mi dovolimo v svojem življenju, Jezus, ne moje želje, ne moje volje, ampak tvoja volja, potem se Bog Svetim Duhom dotakne naših src, dotakne in oblikuje naša življenja in naša srca. Potem nam vera zraste. To, kar je Jezus povedal. Preden Jezus rekel, ne moja, ampak tvoja volja. Jezus pove še nekaj. Oče, tebi je vse mogoče. Oče, tebi je vse mogoče. To pomeni, dovoljujem ti, Bog, da svojo voljo razodevaš v mojem življenju. In veste, velikokrat imamo to borbo. Nočemo se spremeniti. Ne vem, kako je z vami. Jaz se velikokrat upiram. Bog, tukaj stojim na svojih stališčih. Dobesedno, ko včasih, Bog, tu nimaš prav, tu se motiš. In Bog me ne prisili v neko dejanje, kjer mu jaz ne bi dovolil. Jaz se to vse bolj v svojem življenju spoznam. Bog svojo močjo, Svetim Duhom ali svojo voljo v mojem življenju lahko premakne samo tam, ali želi samo tam, ko vidi pripravljenost mojega srca. Ne da jaz povem, zdaj bom pa vse izpolnil in potem bo Bog videl meni, kako sem jaz dober, zdaj me pa bo spremenil. Ne, sprememba, da dovolimo njemu, da nas on spreminja. Ko se mi borimo svojo voljo, svojimi načrti, veste, kaj se velikokrat zgodi? Gremo v eno zunanjo obliko pobožnosti. V Jezusovem času, mnogi, mi bi moče lahko rekli, duhovni voditelji tistega časa, farizeji in mnogi, oni so se ljudem kazali, kako so oni, sveti in pobožni. Vsi so vedeli, zdaj gredo na molitev. Zdaj gre na molitev. Ampak velikokrat, če je to samo neka naša želja, neki naš motiv, gre to eno
zunanjo obliko pobožnosti. Na zunaj izgleda vse super, noter pa je polno težav. V 2. Timotejevem listu, 3. poglavje, 5. vrsta. 2. Timotej, 3. poglavje, 5. vrsta. Apostol Pavel pravi Timoteju takole: držali se bodo zunanje oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč. Znova in znova smo pred nevarnostjo, da nekako to zunanjo obliko pobožnosti, da mi hočemo Bogu nekaj dokazati, kako smo se mi v svoji moči spremenili. In potem napravimo toliko nekih obredov in ritualov in žrtev in ne vem kaj vse. Zgodi se pa, da izgubimo Božjo moč. In veste, to je danes en velik problem v krščanstvu. Mi mogoče še govorimo o Bogu. Mogoče še verjamemo, pravimo, kristjani smo. Nekaj že mora biti. Ali se mogoče celo vsak dan molimo. Ali izgubili smo Božjo moč. Ali povedano, Božjo pomoč, da Bog lahko spremeni in spreminja moje in tvoje življenje. In če se danes počutiš, da se več ne moreš spremeniti, obstaja upanje, obstaja odgovor, obstaja recept, obstaja pomoč in to je od vsemogočnega Boga. Znova in znova. Jaz sem včeraj razmišljal, pa še danes zjutraj. Bog, ne vem, če me lahko v nekaterih stvareh spremeniš. In hvala Bogu, da zdaj pridigam. Pri Bogu je vse mogoče. Veste, to mi daje eno radost, to mi daje eno svobodo. In to je resnica, ko se Bog svoje močjo dotakne. In še zadnja točka. Bog nam želi praktično pomagati v našem življenju. Čeprav smo že veliko govorili, da nam Bog želi pomagati, da nas želi spremeniti. Ali postavlja se eno vprašanje in moče, kar je danes najbolj aktualno, ali kaj želimo največ od Boga, ko smo v težavah, Bog pomagaj mi. In to je res. In vemo, in poznamo zgodbe. Celo ateisti, ko so bili v težavah, poznamo nekatere ljudi. Ko so bili v težavah, so, Bog pomagaj mi. Bog pomagaj mi. In Bog pomaga. In postavlja se vprašanje, a Bog resnično želi pomagati danes, ali resnično želi pomagati zdaj? Nekaj, kar želim povedati. Če mi dovolimo Božjo voljo v našem življenju, ali te prve dve točke, o kateri smo govorili, večno življenje in spremembo v našem življenju, mi bi mnogih težav bili odčuvani. Mnoge probleme, mnoge težave niti ne bi prišli. Ali hvala Bogu, Bog ne obupa in On želi pomagati. Tudi tedaj, ko mi zelo hitro moče krivimo Boga. Bog, zakaj to dovoljuješ? Če si ljubezen ali če nas ljubiš, zakaj trpljenje? Težko vprašanje. In ni ga tako preprosto lahko odgovoriti. Ali jaz verujem, da Bog želi, da smo izpeljani skozi težave. Če si danes tukaj in si v stiski, v težavi, Bog te želi peljati skozi. Veste, mi velikokrat rečemo, tako kot je Božja volja. Pa če že moram trpeti, pa bom trpel. In to ni vedno res. To ni vedno res. Bog, če že trpimo, nas želi
peljati skozi trpljenje do zmage. Ali če smo bolani, jaz verjamem, da Bog želi mnoge ozdraviti. Hvala Bogu za zdravnike, hvala Bogu za medicino, za vsako pomoč. Ali jaz verujem, Bog, oziroma ni treba verovati, Jezus je o tem govoril in Jezus je tako delal. Ljudem je pomagal v vsakodnevnih situacijah in težavah. Res je, Bog nas, tudi pravi svetopismo včasih, vzgaja, oblikuje, ali kot sem rekel, tedaj nas želi peljati skozi težave in nam pomagati. Ali ne dovolimo, da neka naša volja prepreči Bogu, da bi on razodel svojo voljo v našem življenju. Da bi pomagal v določeni, v konkretni situaciji. A tudi danes, še enkrat pravim, če si v težavah, jaz sem prepričan, Bog ti želi pomagati. Tudi danes. Če si bolan, Bog želi danes nekatere ozdraviti. Ker je to Božja volja. Ker je on vsemogočni Bog. Ker je Jezus rekel, Oče ali Aba Oče, to bi se rekel, Očka, tebi je vse mogoče. Ne moja, ampak tvoja volja. Ne kakor jaz, ampak kakor ti želiš. In zato vrzimo od sebe vse, kar bi nasprotovalo Božji volji. Povemo, Jezus, tukaj sem. Svojo voljo predajam v tvoje roke. Naj se zgodi tvoja volja. Kajti, ko se Jezus zgodi tvoja volja, ker si ti vse mogočen, potem je vse mogoče. Potem je vse mogoče. In želel bi moliti. Prav zdaj. Jezus, hvala ti, da imaš ti načrt za vsakega. In odprimo naše srce in povemo, Jezus ali Bog, razodevaj mi svojo voljo v moje življenje. Uči me, da spoznavam tvojo voljo. Daj mi moč, da se tvoja volja zgodi v mojem življenju. Kajti tedaj je Bog tebi vse mogoče. Tedaj se začnejo dogajati čudeži. Tedaj se začnejo dogajati ozdravljenja. Tedaj se začnejo človeška srca osvobajati. Tedaj se lomi občutek krivde. Tedaj se moč greha, zvezanosti lomi v človeškem srcu. In Jezus, prosimo te, prav zdaj, v tvojem imenu, ne naša volja, ampak tvoja volja. Kaj ti tedaj je vse mogoče. Amen. Amen.